Ok, hashtag Ema je pripravljena na metalce. Danes k meni pridajo Inmate. Band Inmate, začnimo najprej na začetku, vsak naj pove svoje ime in pač pozicijo v bendu. Jure Grudnik, bobni. Marko Duplešak, pevec. David Vodopivec, kitara. Andrej Bezek, kitara. Eden pa manjka? Miha Oblišar, bas. To je ta, to je največji. Tako ima največjo glavo. Zakaj pa ste tega dali toliko spredja? Ni tako, da bo vsi ponad, sem mlad pevec bi mogel ponad biti tu. Ja, mi smo tek malo posebni in pač malo drugače stvari obrnemo. No super, evo, to je nekaj, kar razdela. Ok, gremo naprej s hitrimi vprašanji. Iron Maiden ali Slayer? Slayer. Ok, a je Ema pripravljena na metalce? Definitivno. Tvoj najljubši član v bendu? Jaz. Ok, vsak od vas naj pove enega slovenskega predstavnika na Euroviziji. Raven. Darja. Kjera? Rečemo Švajger, ti verjamem, ok? Sestre. To so tri, v bistvu, the best, ti si naenkrat imaš največ točk. Bonus. Lea Sirk. The best, super. Ok, in še zadnje vprašanje, kdo je tvoj najljubši sotekmovalec na Emi letos? Lumberjack. The best, ok. To so bila hitra vprašanja, zdaj pa nadaljujemo z malček bolj počasnimi vprašanji. Vaša pesem Atma, ki ste jo prijavili na Emo, ste želeli izdati tudi na plošči, ki jo pa zdaj zaradi Eme niste. A je zaradi tega zdaj vaša plošča slabša? Ne, sigurno ne. V bistvu posledično zaradi tega smo naredili nov komad. Se pravi, takrat 28. ko smo izvedeli rezultate Eme, smo imeli pač B-plan, če bomo sprejeti na Emi, da pač naredimo nov komad. In ta komad smo naredili v 3 tednih, imenuje se Adarma in jaz mislim, da je nastal en res odličen komad, tako da plata ziher ni slabša. A lahko prosim slišimo samo delček vaše pesmi, ki jo boste zapeli na Emi? Lahko, imam dovoljenje od šefa. Lahko. Kar? Ne. Aja, bomo pol uživo? Ja. Ok. Zdaj, prinesli ste nam pa tudi en video spot, da ga pogledamo, je to iz nove plate? Tako, to je v bistvu drugi oziroma tretji singl z nove plošče. Super, dajmo si ga pogledati. Ok, zdaj mi povejte, kje ste najbolj znani in priznani, v Sloveniji ali v tujini? Jaz mislim, da na obeh koncih. Zdaj, v Sloveniji sigurno najbolj, ker smo pač slovenski band, ampak naša glasba je, bom rekel, bolj popularna v teh severnih državah, Nemčija, Skandinavija in tako dalje. Tako da tu v Sloveniji mogoče, bom rekel, ni toliko posluha za to bolj moderno metal glasbo, ampak definitivno smo sigurno bolj v tujini. Kje pa imate več koncertov? Največ koncertov v Sloveniji, ampak igramo tudi po Avstriji, Hrvaški, Nemčiji, Italiji in tako dalje. Kako pa Hrvati žurajo na metal glasbo? Mislim, da kar dosti bolj kot Slovenci. Res? Ja. Prav predstavljam si vas zdaj na neki plaži. Ok, to nima veze. Saj za vami načeloma že kar dolga karijera, niste glih ravno mlad band. Zakaj pa ravno Ema in zakaj ravno letos? Band že obstaja 13 oziroma 14 leto, za sabo že zdaj 3. plata, veliko koncertov, videospotov, delovanja in nastajanja predvsem avtorske glasbe, kar stremi ta band od začetka, brez priredb. Ema je prišla pa, ne bom rekel čisto naključno, ampak je vedno bila želja. Zdaj ne bom rekel, da smo glih čakali pravi komad, ampak pravi občutek oziroma pravi feeling. Atma pomeni duša, ne? V katerem jeziku? Tako je. Besedilo smo napisali skupaj z Markom. Atma pomeni duša, je pa v bistvu to beseda iz sanskrta, to pomeni iz vzhoda. Tam Indija, torej iz tistih koncev v bistvu pomeni Atma. Super. Zakaj boste zmagali letos na Emi? Zakaj bomo zmagali? Zato, ker komad je enostavno dober. Naš glavni adut je ta različnost od ostalih, čeprav to ne pomeni, da kogarkoli podcenjujemo, niti slučajno, ampak mogoče je to tisto, kar na nek način manjka neka sol v eni dobri juhici. Mi smo na nek način ta sol, ki pa zna biti zelo zanimiva, pa predvsem udarna, to je ta drugačnost. Saj metalcev na Emi definitivno še ni bilo. Ja, in zdaj, tako kot je Marko rekel, zdaj je pravi čas za vse te stvari, vse se je poklopilo.
In zakaj ne? Točno tako, zakaj ne? Točno to. Poglejmo zdaj mehko še na vaša socialna omrežja, ker je kar nekaj slik, ki mogoče rabijo mečkam pred zgodbe. Ok, začnimo kar pri tej sliki. Kaj se dogaja tukaj? Ja, to je pa slika iz našega, mislim, da predzadnjega špila v Gornji Radgoni. To je v bistvu tisti predkoncertni ritual, ogrevanje. Okay. Pa seveda naš Marko, ko ima fotoaparat v roki, malo okoli zabeleži zadeve in pol tole nastane. In to je malo presenetil, bi lahko tako, rekel. ja. Ok, naslednja slika. Ja, to je pa iz leta 2006, to je bil naš prvi nastop na Metal Campu. Ste nastopali takrat prvič Tako na je. Metal Campu? Prvič. Super. In valjda se Sem bil moraš star 11. Tako. Ti si bil star 11? Pa valjda, a si bil že v bendu takrat? Ok, to je bilo kar smešno, že 11-leten kitarist, to je bilo the best. Ok, še zadnja fotka, kaj je tukaj? Zgledate kar zaspan. Ja, to je pa rezultat, moj rezultat vseh dogodkov v zadnjih tednih, ki vključujejo uvrstitev na EMO in potem posledično izdelava tega novega komada Adarma, ko smo prej govorili, in pa release party, ki smo ga imeli v kratkem, se pravi izid novega albuma, da smo mogli malo vaditi, pa veliko delati v zadnjem času, tako da smo mogli med vaja malo počititi, da sem prišel malo k sebi. Super. Jaz se že veselim vašega nastopa na EMI, a bo kakšna stvar, ki nas bo presenetila? Recimo ogenj. Definitivno bo prvo presenečenje bo sam zvok. Ok, super. Potem pa vizualna predstavitev, ampak definitivno bo zvok tisto prvi, ki bo udaril. Tako da smo definitivno prepričani, da bo presenetil in pa prepričal vse. Ok, komaj čakam, v celoti bomo to vašo pesem lahko slišali 16. februarja na EMI 2019. In hvala vam za obisk. Hvala.